Pozdravljeni, moje ime je Tanja Bohl, sem odvetnica in direktorica odvetniške pisarne Bohl. Naša odvetniška pisarna je specializirana za področje delovnega prava. Zato, če vas zanimajo odgovori na najbolj pogosta vprašanja v zvezi z delom od doma, si poglejte naslednji video. Delodajalec mora vedno zagotavljati delovna sredstva delavcem, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. Neodvisno od tega, ali delavci opravljajo delo v poslovnih prostorih delodajalca ali mora biti od doma. Razlika je samo v tem, da vkolikor delavec delo opravlja od doma, seveda lahko v določenih primerih uporablja svoja lastna delovna sredstva. Delavec se lahko sam odloči, da bo uporabljal svoj osebni računalnik, tiskalnik, mora biti skener, vendar pa to samo v primeru, kadar mu delodajalec takšnih delovnih sredstev ne zagotavlja. Kadar mu delodajalec torej ne zagotavlja delovnih sredstev in delavec uporablja svoja lastna delovna sredstva, pa mu je delodajalec dolžan zagotoviti izplačilo denarnega nadomestila, višino katerega bosta dogovorila v pogodbi o zaposlitvi. V praksi nekateri delodajalci urejajo višino in predvsem način izračunavanja višine tega nadomestila tudi v internem aktu, torej v pravilniku o urejanju dela na domu. Po drugi strani pa je potrebno pri obračunavanju in pa pri določanju višine tega nadomestila upoštevati tudi 44. člen Zakona o dohodnini, kajti višina tega nadomestila ne more biti poljubno visoka. Tukaj vendarle moramo upoštevati, da gre za povračilo stroškov. To pomeni tako kot v primeru prihoda delavca na delo ali v primeru povračila stroškov za prehrano, tudi v tem primeru bo delavec to nadomestilo prejel kot neto strošek. Da pa se ta višina tega nadomestila ne bo štela v osnovo za izračun dohodnine, je treba upoštevati, kot sem rekla, 44. člen Zakona o dohodnini in to izplačilo ne sme biti višje od 5% povprečne delavčeve plače in ne več kot 5% povprečne plače v Republiki Sloveniji. Torej, treba je paziti, da na mesečnem nivoju ta skupni znesek povračila, ki ga delavec prejme, ni višji od 5% njegove povprečne plače oziroma 5% povprečne plače v Republiki Sloveniji.